Spoštovani prijatelji in kolega, predsednik makedonske vlade, gospe in gospodje. Slovenija in Makedonija sta prijateljski državi. Kot je bilo rečeno, nimata neurejenih vprašanj. Imamo priložnost, da politično in gospodarsko sodelovanje poglobimo. Naloga vlade je, da v okviru svojih pristojnosti stori vse za to, da do poglobitve gospodarskega sodelovanja med dvema državama pride. Tako kot sem danes povedal v dvostranskih pogovorih z kolegom, predsednikom makedonske vlade in kasneje na tiskovni konferenci, je mogoče to srečanje razumeti tudi kot uvod prizadevanj slovenske vlade za to, da si bo skupaj z vami prizadevala za večjo navzočnost slovenskega gospodarstva na vsem Zahodnem Balkanu. Nekateri nerešeni problemi, ki smo jih priča sedaj zlasti v odnosih z našo južno sosedo in upam, bodo rešljivi v razumnem času, ne morejo biti ovira za to, da teh ambicij ne bi izpolnili. Kot rečeno, si bo slovenska diplomacija prizadevala za to, da bo, koliko je to mogoče, odpirala vrata slovenskemu gospodarstvu in eden od takih načinov je tudi tako srečanje. Danes v Sloveniji in razumem kmalu čez čas tudi v Makedoniji. Z kolegom, predsednikom makedonske vlade sta ugotovila, da je navkljub zelo dobremu, odličnemu političnemu sodelovanju gospodarsko sodelovanje pravzaprav relativno skromno, glede na možnosti, ki jih imamo in glede na neko simpatijo, ki veje med obema narodoma. To obsega približno 200 milijonov evrov, kar glede na zmožnost obeh ekonomij morda ni toliko, kot bi lahko bilo, če bi se obe vladi tesneje zavezali k temu, da v okviru njunih pristojnosti storita vse, da se to sodelovanje poglobi. Zato smo danes pogovore, ki smo jih imeli v vladni palači, izkoristila predvsem zato, da sva se sprehodila skozi nekaj odprtih vprašanj, ki zadevajo interese slovenskega gospodarstva in zastoje pri naših ambicijah, da bi projekti stekli in bili dokončani, in o nekaterih ambicijah makedonskih poslovnežev, ki so v teku v Sloveniji. Zavezala sva se, da bova preko resornih ministrstv storila vse, kar je v najni moči, da bi do uspešne realizacije teh poslov tudi prišlo. Spoštovane gospe in gospode, kot rečeno, zlasti v teh časih, ki gospodarstvu niso prijazni. Gospodarstvo od politike, zlasti od vlade, ki ima v tem smislu največjo odgovornost, upravičeno pričakuje, da bo razumela svojo nalogo, ne samo navznoter, kjer naj z ukrepi uspešno premaguje gospodarsko in finančno krizo, ampak tudi za svojim obnašanjem in ravnanjem v mednarodni skupnosti krepi ugled ne samo države, ampak tudi našega gospodarstva in mu pomaga, koliko je to mogoče in v okviru naših pristojnosti, da lažje pridobiva posle. K temu smo se zavezali in to je eno od naših glavnih stremljenj v naši, recimo temu, zunanji gospodarski politiki v tem mandatu. Rad bi se zahvalil predsedniku gospodarske zbornice, da je omogočil to srečanje in se seveda zahvalil tudi predsedniku makedonske vlade, da se je za to srečanje odzval. Jaz ga vidim kot priložnost za to, da ne samo v tem formalnem delu, ampak tudi potem v nekem neformalnem druženju kronamo ta uspešen obisk makedonske vlade v Sloveniji in da pospremimo to sodelovanje z nekim optimizmom. Mislim, da so pričakovanja velika, na nas je, da jih izpolnimo.